Dela? Dela? Je? Saj mislim, da bi se slišali tudi brez mikrofonov. No, naj vas v imenu organizatorjev dogodka današnjega Akademije Terana in partnerjev projekta Agrotur lepo pozdravim in se vam najlepše zahvalim, da ste se odzvali našemu vabilu. Letošnja akademija se osredotoča na mediteransko oziroma na kraško prehrano in njen vpliv na zdravje ljudi. Dogodek bomo začeli z strokovnim posvetom, kjer vam bodo raziskovalci iz Kmetijskega inštituta Slovenije in žal sicer odpovedano iz strani profesorice Sabine Passamonti iz Univerze v Trstu, zaradi bolezni se je mogla žal opravičiti, tako da bomo začeli s Kmetijskim inštitutom. Predstavili vam bodo vpliv zmernega uživanja vina na zdravje ljudi in se posvetili tudi kraškemu pršutu z vprašanjem, ali si zasluži mesto v zdravi prehrani, in nadaljevali tudi z značilnostmi refoška in terana pri letniku 2023. Predstavljena bosta tudi kraški brinjevec in kraški med. Po svetu bo sledila vodena degustacija, tako imenovani Food Lab, katere glavni cilj je prikazati izjemno prilagodljivost sorte refošk in avtohtonega vina terana PTP z bogato zgodovino in tradicijo. S poznavanjem in degustacijo vin, tako iz slovenske kot iz italijanske strani Krasa, vinificiranih na različne načine, boste udeleženci imeli priložnost odkrivati raznolikost in kompleksnost, ki jo ponuja ta sorta grozdja. Najprej pa začnemo seveda z vljudnostnimi in pozdravnimi nagovori, tako da vabim župana občine Komen, gospoda Erika Modica, da izvolite, kaj boste tu, že vi ste tam. Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj tukaj v biseru Krasa, v Štanjelju. In v bistvu moramo reči, da je to biser bisera. Kras sam je že biser. In zaradi tega, ker gre za enkratno kulturno krajino, za čudovito naravo. In seveda si želimo, da bi bil Kras ne samo raj za obiskovalce, za turiste, ampak tudi raj za nas domačine, ki tukaj živimo. Malo manj rajsko pa je za nas, ki se ukvarjamo z razvojem Krasa, zato ker je ogromno izzivov. Izzivi so zaraščene kulturne krajine, oziroma Krasa, izzivi so pomanjkanje delovnih mest in seveda se mi trudimo, da bi bilo čim več zaposlenih lahko na našem območju. Če vzamem samo primer občine Komen, v naši občini je zaposlenih samo tretjina aktivnega prebivalstva, 2/3 delajo izven naše občine. In seveda vidimo tukaj pomemben korak k temu, da bi zagotovili več delovnih mest v tem, da razvijamo kmetijstvo, da razvijamo turizem, ki sta v bistvu prepletena tukaj na Krasu. Vse s to trajnostno noto. In zato smo zelo veseli, da so projekti čezmejni, ki podpirajo ta prizadevanja, da razvijamo naš Kras. Zato, ker prvič dobimo, po domače povedano, solde, torej denar tudi za kakšne investicije, za opremo, kot recimo pred 3 leti, ko je bil projekt Agrotur, smo obnovili del gradu in uredili vinsko klet. Poleg tega pa dobimo tudi mehke vsebine, torej tisto, kar je pomembno, da razvijamo lahko našo krajino, naš Kras z novimi vsebinami in tudi, da poiščemo nove rešitve, kako bi res lahko prišli do tega cilja, da bi bilo več ljudi tukaj zaposlenih, da bi razvijali naš kraj, naše kraje in preprečili to, da bi ta Kras zginil takega, kot ga poznamo, oziroma kot ga smo ga poznali 20-30 let nazaj. Zato želim danes uspešen potek te akademije. Vemo, vlečna konja, tukaj sta seveda kraška kulinarika in tukaj seveda teran, pršut, ampak so tudi mnogo drugi proizvodi, pridelki, ki so zanimivi, da tudi prav, da to razširimo. Torej, želimo uspešen potek te akademije, vidim, da je ogromno steklenic, oziroma predvsem pa kozarcev, tako da mislim, da bo kar naporno, če prav vidim, tako da kljub temu lepo se imejte. Najlepša hvala, župan. Vabim
k mikrofonu še direktorja območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, Aleša Vodičarja. Ora je tudi eden izmed partnerjev projekta Agrotur. Ja, dobrodošli tudi v imenu območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, ki smo hkrati tudi osrednja agencija, ki izvaja razvoj turistične dejavnosti na Krasu in seveda v sodelovanju s partnerji, konkretno Las Krasa z italijanske strani. Tudi v tem projektu izvajamo razvojne aktivnosti tudi čezmejno. Tako s tem projektom smo konkretno že danes tleto prvi ta Food Lab, ki bo sledil neko nadgradnjo, nekaj bolj konkretizacija, še več rezultatov pa pričakujemo predvsem z projekta Kras Karso 2, to je ta strateški projekt med Slovenijo in Italijo, v katerega glavni cilj je tudi ustanovitev geoparka in Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, katerega računamo pa, da nam bo dalo še nek dodaten spodbud in možnosti tudi čezmejnega razvoja in tudi dejavnosti, ki jih je župan omenjal, skratka to čezmejno noto. Pozdravljam tudi vse partnerje, predvsem Univerzo v Trstu, Univerzo v Novi Gorici, razvojno agencijo Českot iz Benetk, ter nazadnje tudi vodilnega partnerja Kmetijski inštitut Slovenije, ki je tudi vodilni partner tega projekta. Vloga območne razvojne agencije v tem projektu Agrotur Plus je ena naša želja tudi že iz preteklosti, da bomo predstavili na interaktiven način zgodbo terana na dveh točkah. Ena točka bo tukaj v Štanjelu, ena v Dutoljah. Te zgodba pač ni bila še na tak način predstavljena. Potem bomo izvajali pač delavnice oziroma dogodke. Danes je tle prvi, naslednji je naslednjo sredo, naslednji teden v Brkinih, namreč trudimo, da vključujemo tako Kras, kakor tudi Brkine, tako tam bomo imeli delavnico sajderja, ter v drugem letu še dva druga dogodka. Posebno pozornost bomo dali tudi ranljivim skupinam na področju Krasa in Brkinov, ker bomo analizirali predvsem gibalno, pač ranljive skupine z gibalno omejitvijo, ter analizirali turistične nastanitve z tega vidika in hkrati tudi spremljevalne aktivnosti, da naredimo tudi na tem pač kakšen korak kot destinacija, kot turistična destinacija Krasa in Brkinov naprej. Skratka, tesno sodelovanje tudi z deležniki, tle so nam tudi naši pridruženi partnerji v projektu, konzorcij pridelovalcev terana ter zadruga Vina Kras iz Sežane, s katerimi tudi računamo, da nam bojo pomagali tudi pri prezentaciji tega terana in tudi z komunikacijo tudi s terenom in tudi promocijo rezultatov pač tega projekta. Želim vam lep dan in vabljeni tudi na ostale dogodke, ki jih imamo letos v sklopu martinovanja. Zdaj pa bi povabila še gospoda Borisa Lisjaka, ki je zaslužen ne samo za izvedbo predhodnih projektov na našem območju, ampak še za marsikaj na področju Krasa in predvsem terana. Ja, najlepša hvala za povabilo, hvala za besedo. Jaz vas lepo pozdravljam. Krašovci živimo v najmanjšem vinorodnem okolišu v Sloveniji, in prav zato znamo še posebej ceniti ta naš majhen košček zemlje, tako da teran nam ogromno, zelo veliko pomeni. Veliko čast in veselje mi je bilo kot takratnemu predsedniku konzorcija, da sem sodeloval pri Agrotur 1 in Agrotur 2 in v tistem obdobju smo zelo veliko naredili za kakovost našega vina terana. Kajti zelo smo izboljšali kakovost, seveda temu vinu smo imeli sledljivost v vinogradih in seveda poleg tudi na vinu. In vedno se je govorilo, da teran je enoletno vino, da ga moramo popiti v roku 1 do 2 let, vendar mi smo dokazali, da temu ni tako, da ta projekt nam je ogromno pomenil, smo dokazali, če dosežemo eno visoko kakovost grozdja oziroma vina, da to vino, če damo v steklenico, lahko traja zelo dolgo. Seveda v tistem obdobju smo tudi
označili to naš vinorodni okoliš Kras s 5 jumbo plakati in ko smo imeli na obisku takratnega ministra za kmetijstvo gospoda Židana, ne je z velikim veseljem priznal, da imamo najlepše označen vinorodni okoliš v Sloveniji. Seveda pa smo delali na terenu ogromno in upam, da bomo še naprej. Jaz se v tem imenu rad bi zahvalil gospodu Klemnu in Kmetijskemu inštitutu iz Ljubljane, ki smo ogromno naredili na temu. Hvala tudi našim zamejcem, poslovnim partnerju iz Italije, ki smo zelo lepo delali in upam, da ta projekt se nadaljuje in da bomo še naprej sodelovali in da bomo imeli še velike uspehe. Najlepša hvala. Zadnja beseda pa pripada dolgoletnemu direktorju zadruge Vina Kras Sežana, največjemu pridelovalcu našega vinorodnega okoliša. Ja, tudi v mojem imenu in v imenu Vina Krasa vsem skupaj lep pozdrav in dobrodošli na tej Akademiji Terana. Ja, Zadruga Vina Kras že praktično 75 let aktivno deluje na tem področju in moram reči, da ja, precej smo naredili tudi veliko dobrih korakov naprej. Predvsem pa smo tisti, ki nekako združujemo te manjše vinogradnike celotnega Krasa in nekako poskrbimo za odkup samega grozdja in tudi to, da je ta naša krajina tako obdelana, kot je. Sicer se nahajamo v obdobjih, kjer je pač opuščanje kar precejšnje, ampak jaz upam, da se bo ti trendi obrnili in da bo vsaj nekako ostalo tam, kjer smo. Kajti Kras brez lepo urejenih vinogradov in okolice nima velikega potenciala. Sam kot direktor zadruge že vrsto let se trudim in pač promoviramo teran in Vitovsko širom sveta, pač na vseh velikih svetovnih sejmih. V zadnjih 5-6 letih smo tudi pač nekako pod mojo pobudo, pa našo pobudo, skupno nastopamo v Veroni na sejmu Vinitelji, kjer promoviramo pač naš teritorij Kras, ker se jaz vedno zavedam, če smo mi tam kot Vina Kras, kot klet, potem smo kot Vina Kras klet. Promocija mora biti vezana na teritorij. Brez teritorija je težko nastopati na svetu, na tem. In zato tudi apeliram naprej, da se tudi v tej smeri precej več naredi. Kajti zavedati se moramo, da Kras je eno majhno območje, ki ima pa zelo bogato tradicijo, veliko značilnosti, izredno lepo, dobro kulinariko, izredna vina. Napredek v zadnjih 20 letih mislim, da smo naredili na Krasu enormno na kakovosti in ni nas strah, bilo kam gremo, lahko gremo z visoko glavo po konci in predvsem smo pa ponosen na teran in na Vitovsko. Res smo dosegli v zadnjih letih en res velik napredek in to gre tudi zahvala pač vsem tem Agrotur projektom, ki nas nekako skozi raziskave, izobraževanje učijo, kako je mogoče boljše delati, da naredimo jutri boljši pridelek. In ja, veselim se tudi tega novega projekta, ki je zdaj zaštartal in nekako tudi širi tudi javnost, ima to promocijo, pa raziskave na pršut, na kraški brinjevec, na med. Vse to je pomembno. Na koncu zavedati se moramo to, da mi moramo po svetu hoditi, promovirati Kras in čim več ljudi pripeljati na Kras. Težko bomo mi sposobni izvažati svoje produkte širom sveta. Mislim, da je point v temu, da povabimo ljudi na Kras, tukaj jih pač očaramo z lepoto Krasa, kulinariko, vini in drugimi produkti in to je, mislim, edina prava pot. Hvala Agroturju oziroma Kmetijskemu inštitutu za ta, bom rekel, te projekte, ki seveda prispevajo in izboljšujejo znanje. Hvala lepa in pa želim se skupaj lepo Akademijo Terana. Najlepša hvala vsem govornikom. Zdaj pa predlagam, da začnemo z predavanjem oziroma strokovnim delom. Najprej nam bo nekaj o samem projektu povedal vodja projekta iz Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Klemen Lisjak. Se slišimo? Ja. No, lep pozdrav vsem skupaj in hvala, da ste se udeležili v takem lepem številu.
Tako, nadaljujemo naše delovanje, ki nekako začelo že, mislim, da že dobrih 15 let nazaj, ko smo prvi začeli govoriti, dajmo napisati kakšen projekt, dajmo začeti. To je bilo 2007-2008, smo se dobili pri Borisu, skupaj z dr. Vodopivcem, je nekako nastala ideja Agrotur 1, potem je Agrotur 2 in zdaj gremo v tretjo epizodo Agrotur Plus. Tako da sem vesel in vsi sodelavci, in partnerji, da smo ga pridobili v financiranje. Se pravi, v tem projektu, ki traja 2 leti, začel se je s 1. avgustom letos, sodelujemo različne izobraževalno-razvojne inštitucije, se pravi Kmetijski inštitut kot vodilni partner, Univerza v Trstu, Univerza v Novi Gorici, ter potem ORA kot razvojna agencija, ČEZ kot Veneto ter GALAS Krasa. Imamo pa tudi pridružene partnerje, se pravi konzorcij Terana, občina Komen, kmetija Pečar, Vina Kras, Klet ter društvo vinogradnikov Krasa iz zamejstva, iz italijanskega dela. In pridružilo se je tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki je postalo potem nekako to potrdilo o sodelovanju in podpori. Se pravi, gre za kapitalizacijski projekt. To pomeni, da je projekt malo manjše narave, kot so bili do sedaj, ampak z namenom prenos znanja, kar smo se naučili in delali v zadnjem desetletju na projektih Agrotur 1 pa 2, v sedaj z nekaterimi dodatnimi pilotnimi študijami ter manjšimi investicijami. Se pravi, rdeča nit je vedno sta teran in kraški pršut, dodali pa smo, razširili smo še na druge produkte, pridelke, na sajder, potem na brinjevec in tako naprej. Veliko bomo imeli delavnic in prenosa znanja ter nekako ta digitalni pristop, se pravi, ideja je nekako posodobiti to oziroma urediti digitalno vinsko cesto v okviru te čezmejne skupne internet strani Visit Kras, ki bo potem v nadaljevanju vidna, za katero skrbi tukaj ORA Kras. Nekako smo uspeli pridobiti 600 000 evrov, 80% je iz evropskih sredstev, se pravi okrog 480 000 evrov, ostalo moramo lastno pokriti. Projekt je sestavljen iz 3 delovnih sklopov. Prvi delovni sklop govori o turizmu, drugi delovni sklop o kakovosti lokalnih produktov, ker glavni cilj nam je vedno konstantno izboljševati produkte, pridelke ter zmanjševati vpliva kmetijstva na naravo, se pravi, kako bolj precizno uporabljati škropiva in tako naprej. Če pogledamo po delovnih sklopih bolj na hitro, se pravi, prvi delovni sklop trajnostni turizem, nekako tukaj je cilj izgraditev digitalnega muzeja Terana, kot je prej gospod Aleš povedal, se pravi, imeli bomo nekako digitalni online muzej oziroma predstavitev Terana skozi zgodovino, ki bo na voljo tukaj obiskovalcem v gradu ter v Dutovljah. Imeli bomo 6 večjih promocijskih dogodkov, 3 v Sloveniji, 3 v Italiji, ter več manjših. Drugi delovni sklop je kakovost lokalnih produktov in zdravje, se pravi kapitalizacija, prenos teh znanstvenih spoznanj. Tukaj bo Univerza v Novi Gorici večji del posvetila mikrobiologiji samega vina in lokalnih produktov, se pravi kontrola mikrobiološka kakovost, ker vemo, da brez biološkega razkisa ni terana, se pravi, kako to optimizirati, da bo še boljše. Imeli bomo več delavnic, več skupnih degustacij. Kolegi iz Kmetijskega inštituta bodo delali na kraškem pršutu, se pravi, gre za te potrošniške analize, degustacije, da vidimo, kakšne bodo usmeritve oziroma kaj potrošnik želi. Ter profesor Pasamontjeva nadaljuje svojo zgodbo o vplivih na zdravje. Ter še naslednji, zadnji delovni sklop, gre za sonaravno kmetijstvo in vinogradništvo na Krasu, se pravi precizno spremljanje bolezni škodljivcev.
Letos smo imeli velik pritisk strani razvoja bolezni zaradi takih pač padavin, ki so bile bolj obilne, in je pomembno, da to sledimo, da takoj online obveščamo pridelovalce, da pač so pozorni in optimiziramo rabo fitosanitarnih sredstev. Vemo, da brez vode v nadaljevanju ne bo šlo, podnebne spremembe so tukaj, na srečo letos je bilo dovolj oziroma še preveč, bomo videli v nadaljevanju, ampak kljub temu sledimo, mirimo, obveščamo in nekako dajemo na svet, koliko vode, da bo ravno prav. Se pravi, trta je rastlina Mediterana, ki rabi zmerni vodni stres. Ne smemo preveč, ne smemo premalo namakati. In potem sledijo še izobraževanje prek poletne šole, se pravi z Univerzo v Novi Gorici in Univerzo v Trstu planiramo julija 2024, naslednje leto, poletno šolo en teden, kjer bodo prišli naši tuji študentje, mladi iz Krasa in vseh, ki jih zanimajo. En teden lahko bodo, pač vsak dan bo en dan namenjen določeni tematiki, ali bo to bolezni in škodljivci, ali bo to namakanje, mikrobiologija, se pravi cel teden predavanj v Vipavi, obiski tukaj po kraških kleteh, za vse, ki želijo več znanja. Pravi, ta poletna šola, mislim, da je taka lepa dodana vrednost. Ker delamo čezmejno, moramo delati v skupni strategiji, skupni promociji, tukaj sta Ora pa Gal Krasa najbolj zadolžena za te rezultate skupnega sodelovanja, mi seveda tukaj s svojimi prispevki prispevamo. Planiramo več dogodkov, se pravi 3 večji dogodki v Sloveniji, 3 v Italiji, potem poletne šole in se pravi ta digitalizacija, nadgradnja tukaj vinoteke, ki je bila zgrajena v predhodnem agroturju, ter obstoječih digitalnih zemljevidov na tej osnovni eni oziroma teh 2 internet straneh, ki so uradne internet strani, se pravi, da imamo zbrano, da delujemo enotno in nekim skupnim pristopom. Tako, ne bi šel zdaj v detajle o učinkih, več boste še pač nas spremljali preko teh digitalnih orodij, vse, ki ga zanima, imamo Facebook, imamo Instagram, tako da pa obveščeni boste prek mailov. Toliko na kratko o projektu, tako da se veselimo skupaj z vami. Hvala, Klemen. Zdaj bi mogli sicer nadaljevati z profesorico doktorico Sabino Passamonti iz Univerze v Trstu. Sem jo že prej opravičila, je zaradi bolezni odsotna. Predavanje bi bilo na temo vpliva zmernega uživanja vina na zdravje ljudi, tako da o tem kdaj drugič. Sicer pa Klemen ostaja še vedno z nami in nadaljuje z predavanjem o značilnostih letnika 2023 in polifenoli v refošku in teranu. Ja, glede na to, da je Martinovo čez 2 dni, bo vseh zanimalo, kakšen je bil pa ta letnik 23. In zato smo malo naredili eno statistiko glavnih agrometeoroloških parametrov, ker pač vinogradništvo je dejavnost pod milim nebom in smo odvisni od narave in pač klime, in zato je pomembno, da sledimo letnik po letniku. Še naprej je aktivna eKarst aplikacija, se pravi vsak, ki želi malo vedeti o klimi, bolj detaljno gre na ekarst.eu, klikne voda klima in se mu odprejo različni grafi in mi smo zbrali obdobje od 1.4. do 30.9. To je tisto vegetacijsko obdobje, kjer ga večinoma stroka vinogradništva upošteva, se pravi 1. april, 30. september, in dobili nekako pregledali te statistike. Zdaj, malo sem razčlenil po mesecih oziroma po 2 meseca, da vidimo recimo april, maj, ker zajem podatkov poteka iz 2 meteoroloških postaj, eno je v Godnjah, drugo je v Zgoniku. In če pogledamo, kakšna sta bila po temperaturah april, maj, vidimo, da je bilo nekako temperature pod povprečjem desetletjem, se pravi, tu imamo 23, tu imamo 2012, 2022, potem proti koncu maja malo otoplitev,
ampak v povprečju ta 2 meseca so bila nekako malček pod povprečjem v Godnjah, medtem ko v Zgoniku tik nad povprečjem, recimo povprečno z desetletjem, ampak kljub temu dokaj hladno in vegetacija je bila pozna, tudi cvetenje je bilo pozno, tako da je bilo tudi potem trgatev pozna oziroma ta skrajšan čas. Če pogledamo potem junij za Godnje, vidimo nekako povprečno, kakor je desetletje 21,8 tudi letos. Kljub temu pa smo imeli že prvi mal vročinski val, če lahko temu rečemo, temperature na 30 stopinj, ki so v začetku julija od 9. do 20. julija, 10 dni so temperature bile, govorimo o maksimalnih temperaturah, bile nad povprečjem, se pravi nad 30 stopinj. Če pogledamo Zgonik, nekoliko više, ampak približno v desetletnem povprečju, tudi tukaj en manjši vročinski val na začetku 21. junij, potem pa 10. julij do 20. julij, 10-dnevni val z temperaturami maksimalnimi nad 30 stopinj, najvišje 18. julij 35,3 stopinje v juliju, najtoplejši dan. Avgust, september, predvsem september, pa temperature nad povprečjem, vemo vsi, topel september smo imeli, imeli smo v avgustu, koncu avgusta od 19. do 27. drugi vročinski val, 23.8. je bila temperatura, maksimalna temperatura 35,8 stopinj, se pravi, to bo najbolj topel dan v letu, 23. avgust. In podobno tudi v Zgoniku, se pravi, tukaj vidimo za ta 2 meseca plus 1,5 stopinje nad povprečjem, se pravi topel september. Če pogledamo število vročih dni, seveda manj kot lani, tukaj vidimo, kar je zanimivo, v zadnjih 20 letih smo v zadnje 2 leti imeli 2 ekstrema. Lani zelo vroč, suh letnik, letos zelo moker letnik. In to je ta problem podnebnih sprememb, ki ne vemo, kakšen bo naslednji letnik. Zato je pač dobro, da sledimo in da ukrepamo, kakor se pač v vinogradu ukrepa da. Kljub temu imeli smo 27 dni nad 30 stopinj, pa 2 dni nad 35, lani pač bolj toplo. Več o statistikah, če greste na Aquavitis portal, ki je tudi nastal in kapitaliziramo rezultate iz prejšnjega projekta, imate za 12 meteoroloških postaj, med njimi Godnje pa Zgonik, vse te temperaturne indekse, tudi glede na kakšen je bil letnik po temperaturi glede na prejšnji, se pravi v povprečju od 1. aprila do 30. septembra nižja temperatura za 0,7 v Godnjah, v Zgoniku pa okrog 0,5. Tudi nižja energija sončenja, imamo pa višjih indeks hladnih noči, se pravi temperature, minimalne temperature v septembru, nočne temperature smo imeli bolj topel september. Tukaj vidimo ta indeks hladnih noči, ki pove v bistvu povprečje najnižjih temperatur v mesecu, se pravi za vsaki dan najnižja temperatura je bila 14,7 v Dutovljah in 16 v Zgoniku. Kot vidimo, zadnjih 30 let